Pika se vseli v vilo Čiračara. Na robu majhnega, čisto majhnega mesteca je ležal star, zanemarjen vrt. Na vrtu je stala stara hiša in v hiši pa je stanovala Pika Nogavička. Imela je 9 let in živela je čisto sama. Ne mame, ne očeta ni imela, ampak to je bilo pravzaprav zelo prijetno, ker je tako nihče ni pošiljal v posteljo ravno takrat, ko se je najbolje zabavala, in nihče je ni silil, naj pije ribje olje, kadar so ji bolj teknili bomboni. Nekoč je imela Pika očeta, ki ga je imela strašno rada. No, imela je tudi mamo, ampak to je bilo že tako zdavnaj, da se je sploh ni več spomnila. Mama ji je namreč umrla, ko je bila Pika še majhna, čisto majhna dojenčica, ki je ležala v zibelki in se tako gromozansko drla, da nihče ni zdržal v bližini. Prepričana je bila, da je njena mama zdaj sedi gori v nebesih in skozi linico kuka na svojo punčko. Zato ji je Pika velikokrat pomahala v nebo in rekla: "Nič ne skrbi, saj se zmeraj znajdem." Očeta Pika ni pozabila. Bil je kapetan in je plul po velikih morjih, Pika pa je plula z njim na njegovi ladji, dokler ga ni nekoč med viharjem odpihnilo v morje in je izginil. Toda Pika je bila sveto prepričana, da se bo nekega dne vrnil. Še malo ni verjela, da je utonil. Prepričana je bila, da ga je naplavilo na kakšen otok, poln zamorcev, kjer kraljuje vsem zamorcem in cele dneve hodi naokrog z zlato krono na glavi. Moja mama je angel, očel pa zamorski kralj, mejdun, da nima vsak otrok tako nobel staršev, je zadovoljno govorila. Samo, da si oče zgradi ladjo, pa bo prišel pome in postala bom zamorska princesa. Hej, hoj, to bo še veselo. Staro hišo na vrtu je že pred mnogo leti kupil njen oče. Zamišljal si je, da bo tam stanoval s Piko, ko se bo postaral in ne bo mogel več pluti po morjih. Potem pa se je zgodila tista zoprnija, da ga je odpihnilo v morje in medtem, ko je Pika čakala, da se vrne, se je odpravila naravnost domov v vilo Čiračara. Tako je bilo namreč hiši ime. Čakala jo je že opremljena in pripravljena. Nekega lepega poletnega večera se je torej Pika poslovila od vseh mornarjev na očetovi ladji. Grozno so jo imeli radi, ona pa njih. "Živijo, fantje," je rekla Pika in enemu za drugim pritisnila na čelo poljubček. "Nič ne skrbite, saj se zmeraj znajdem." Z ladje je vzela 2. Opičko, ki jo je bilo ime gospod Ficko, dobila jo je od očeta, in velik kovček natrpan z zlatniki. Mornarji so stali ob ograji in gledali za njo, dokler so jo še mogli videti. Odločno je mahala, ne da bi se ozrla. Na rami je sedel gospod Ficko, v roki pa je bingljal kovček. "Ta otrok je nekaj posebnega," je dejal eden od mornarjev in si obrisal solzo, ko je Pika izginila v daljavi. Pa še prav je imel. Pika je bila zelo poseben otrok. Najbolj posebno pri njej je bilo, da je bila neznansko močna. Tako pošastno močna, da na vsem svetu ni bilo policaja, ki bi ji bil kos. Če je hotela, je lahko dvignila celega konja. In prav to je hotela. Imela je namreč lastnega konja, ki si ga je kupila za enega od svojih premnogih zlatnikov še istega dne, ko je prišla domov v vilo Čiračara. Saj si je od nekdaj želela konja in zdaj je stanoval na verandi.
Kadar pa je Pika hotela spiti popoldansko kavico, ga je brez pomisleka dvignila in prestavila na vrt. Poleg vile Čiračara je ležal še en vrt s še eno hišo. V tej hiši sta stanovala oče in mama z 2 srčkanima otročkoma, fantkom in punčko. Fantku je bilo ime Tomaž, punčki pa Anica. Bila sta silno pridna, lepo vzgojena in ubogljiva otroka. Tomaž si nikoli ni grizel nohtov in je zmeraj naredil vse, kar ga je prosila mama. Prav tako se Anica ni prepirala, kadar ni obveljala njena. In v svojih lepo zlikanih bombažnih oblekcah, na katere je skrbno pazila, da jih ne bi umazala, je bila zmeraj lična kot iz škatlice. Pridno sta se igrala drug z drugim na domačem vrtu. Vendar sta si že velikokrat zaželela tovariša pri igri. Dokler je Pika še plula po morju s svojim očetom, sta včasih povesela ob ograji in govorila drug drugemu. Res neumno, da se v to hišo nihče ne vseli. V njej bi moral stanovati nekdo z otroki. Tistega lepega poletnega večera pa je Pika prvič prestopila prag vile Čiračara. Tomaža in Anice ni bilo doma. Za en teden sta se namreč odpeljala na obisk babici, zato nista imela pojma, da se je kdo vselil v sosednjo vilo, in tudi prvi dan po vrnitvi, ko sta postavala ob vratih in gledala na ulico, še zmeraj nista vedela, da imata tako blizu tovarišico za igro. Ravno ko sta si belila glavo, česa bi se lotila in ugibala, ali bi se znalo tega dne zgoditi še kaj prijetnega, ali se bo razvil v kak zoprn dan, ko se ne moreš nečesa domisliti. Ravno takrat so se odprla vrata vile Čiračara in skoznje je stopila majhna punčka, bolj nenavadna punčka, kadar sta jih Tomaž in Anica kdaj videla. Pika Nogavička je odhajala na svoj jutranji sprehod. Na pogled je bila taka. Lase je imela enake barve kot korenček in spletene v 2 trdi kiti, ki sta ji štrleli od glave. Njen nos je bil podoben majcenemu krompirčku in čisto pikast od pegic. Pod nosom so tičala hudo široka usta z zdravimi belimi zobmi. Obleko je imela zelo posebno. Sešila jo kar sama in ker je zmanjkalo blaga, je bila obleka prekratka, tako da so izpod nje kukale modre pikaste hlačke. Na dolgih, tenkih nogah je sedel par nogavic, ena progasta in druga črna. In imela je še črne čevlje, ko so bili natanko 2-krat daljši od njenih stopal. Te čevlje je kupil oče v Južni Ameriki, da bi v njih lahko rasla, in Pika nikoli ni hotela nobenih drugih. Najbolj pa sta Tomaž in Anica ustrmela nad opico, ki je sedela tuji punčki na rami. Bila je majhna morska mačka v modrih hlačkah, rumenemu jopiču in belemu slamniku. Pika je prihajala po ulici. Z eno nogo je stopala po pločniku, z drugo pa po jarku. Tomaž in Anica sta gledala za njo, dokler sta jo še lahko videla. Čez nekaj minut se je vrnila. A to pot je hodila ritensko. Zato, da se ni bilo treba obrniti, ko se je odpravila proti domu. Ko je prišla pred vrata v Tomaževi in Aničini ograji, se je ustavila. Otroci so se molče zagledali drug v drugega. Nazadnje je Tomaž vprašal: "Zakaj si šla ritensko?" "Zakaj sem šla ritensko?" je ponovila Pika. "Ali mogoče ne živimo v svobodni državi? Ali človek ne sme hoditi tako, kot hoče? Sicer pa ti povem, da v Egiptu vsi hodijo tako, pa nihče niti ne trzne." "Kako pa to veš?" je zinil Tomaž.
Saj gotovo nisi bila v Egiptu. Če sem bila v Egiptu, pa še kako, kar zapiši si. Po celi zemeljski obli sem že bila in videla sem že dosti bolj čudne stvari, kot so ljudje, ki hodijo ritensko. Me zanima, kaj bi rekel, če bi prišla po rokah, kakor to delajo v vzhodni Aziji. Ti si se pa zlagala, je pribil Tomaž. Pika se je za trenutek zamislila. Ja, prav imaš, res sem se zlagala, je žalostno priznala. Lagati je grdo, je pripomnila Anica, ki se je končno upala odpreti usta. Ja, lagati je zelo grdo, je še žalostno pritrdila Pika. Ampak tu in tam pozabim, razumeš? In kako sploh moreš zahtevati najmajhen otrok, ki ima za mamo angelčka in za očeta za morskega kralja, sam pa je vse življenje plul po morju, zmeraj govori resnico. Sicer pa vama povem, je nadaljevala, in ves pegast obraz je zažarel, da v Kongu ni žive duše, ki bi govorila resnico. Cele dneve samo lažejo, ob 7 zjutraj začnejo in ne nehajo, dokler se ne znoči. Zato mi poskusite oprostiti, če bom kdaj kaj bleknila in ne pozabita, da sem pač malo predolgo živela v Kongu. Saj smo vseeno lahko prijatelji, a ne? Seveda, je odgovoril Tomaž in na lepem zaslutil, da ta dan že ne bo dolgočasen. Saj res, zakaj pa ne bi mogla zatrkovati pri meni, se je domislila Pika. Prav res, je pritegnil Tomaž, zakaj pa ne? Ajd, gremo. Ja, je pristavila Anica, takoj zdaj. Ampak najprej vaju moram predstaviti gospodu Ficku, je rekla Pika, in tedaj se je opička odkrila in vljudno pozdravila. Tako so stopili skozi razmajana vrtna vrata vile Čiračara. Po peščeni potki med starimi z mahom obraščenimi drevesi, po njih bi se dalo super plezati, so prišli do vile in na verando. Na verandi je stal konj in zobal oves iz jušnika. Zakaj za Boga pa imaš na verandi konja? Se je začudil Tomaž. Vsi konji, kar jih je poznal, so stanovali v hlevu. Hja, se je zamislila Pika. V kuhinji bi mi bilo samo v napoto, v dnevni sobi pa mu ni všeč. Tomaž in Anica sta pobožala konja in šla naprej v hišo. Notri so se vrstile kuhinja, dnevna soba in spalnica. Vendar je vse kazalo, da je Pika ta petek pozabila pospraviti. Tomaž in Anica ta se previdno ozrla naokrog, če bi v kakšnem kotu slučajno sedel tisti zamorski kralj. Še nobenega nista videla, ampak ker ni bilo na spregled nobenega očeta in nobene mame, je Anica zaskrbljeno vprašala. Kaj stanuješ tu čisto sama? Kje neki, je zatrdila Pika. Tukaj vendar stanujeta tudi gospod Ficko in konj. Že, ampak hočem reči, ali nima zraven mame ali očeta? Ne, niti pod razno, se je veselo odrezala Pika. Kdo pa ti potem pove, kdaj mora zvečer v posteljo in take reči, je vprašala Anica. Sama si povem, je pojasnila Pika. Najprej si rečem, čisto prijazno, če pa ne ubogam, si zabičam še enkrat. In če še zmeraj nočem ubogati, jih dobim, razumeta? Tomaž in Anica sicer nista najbolje razumela, vendar si me je zdel ta način kaj posrečen. Medtem so prišli v kuhinjo in Pika je zakričala. In zdaj nad fine palačine in nad dišeče palačeče in nad še vroče palačoče. Vzela je 3 jajca in jih vrgla visoko v zrak. Eno je padlo na glavo in se razbilo, tako da je rumenjak stekel v oči. Drugi 2 pa je spretno prestregla v kozico, kjer sta se raztreščili. Že 100-krat sem slišala, da je rumenjak dober za lase,
je pripomnila Pika in si utrla oči. Bosta videla, tako bodo rasli, da bo kar škripalo, sicer pa v Braziliji vsi hodijo z jajci v laseh. Zato pa nima nobenih pleščev. Edino neki starček je bil tako ubrisan, da je jajca jedel, namesto da bi si z njimi mazal lase. In res jih je tudi izgubil. Kadar se je prikazal na ulici, je izbruhnil tak preplah, da je morala posredovati policija. Med govorjenjem je iz kozice s prsti spretno polovila jajčne lupine. Nato je snela s kavla kopalno ščetko in začela tako odločno stepati testo, da je kar brizgalo po stenah. Kar je ostalo, je nazadnje zlila v ponev za palačinke, ki je stala na štedilniku. Ko je bila palačinka po eni strani pečena, jo je vrgla pod strop, tako da se je v zraku obrnila in jo spet ujela v ponev. In ko je bila čisto pečena, jo je zalučala čez celo kuhinjo naravnost na krožnik, ki je čakal na mizi. Jejta, je zakričala, jejta, da se ne shladi. Tomaž in Anica sta prigriznila in palačinka jima je neznansko teknila. Potem jo je Pika povabila v dnevno sobo. Dnev je stal en sam kos pohištva, ogromen pisalnik z množico drobcenih predalčnikov. Pika jih je odprla in pokazala Tomažu in Anici vse zaklade, ki jih je hranila v njih. Med njimi so bili nenavadna ptičja jajca, zanimive školjke in kamenčki, imenitne škatlice, lepa srebrna ogledalca, biserne ogrlice in še veliko drugega, kar sta z očetom nakupila na potovanjih okrog sveta. Za spomin je svoja nova tovariša pri igri še obdarila. Tomaž je dobil bodalo z bleščečimi bisernim ročajem, Anica pa škatlico z rožnatimi školjkami na pokrovčku. V škatlici je ležal prstan z vdelanim zelenim kamnom. Bi jo zdaj mahnila domov, da bosta lahko jutri spet prišla, je predlagala Pika. Če namreč ne gresta domov, se tudi vrniti ne moreta, to pa bi bilo škoda. Isto se je zdelo Tomažu in Anici, pa sta jo mahnila domov. Mimo konja, ki je medtem že pomlatil oves, in skozi vrtna vrata vile Čiračara. Ko sta odhajala, jima je gospod Ficko še pomahal s klobukom.